Ja, odbojka v Kostanjevici piše eno posebno zgodbo, glede na majhnost kraja in okolje, v katerem bivamo. Imamo tako močno razvito odbojko v dvorani, dvoransko odbojko, kakor tudi potem v toplejših mesecih odbojko na mivki. V dvoranski odbojki moram reči, da dosegamo kar lepe rezultate. Članska ekipa, ki je neko jedro in vzor mlajšim selekcijam, je v letošnji sezoni zasedla 15. mesto v državi, nastopa v prvi B državni odbojkarski ligi. Recimo izpostaviti je pa tudi uspeh starejših dečkov, ki so postali državni podprvaki. Tako da imamo v dvoranski odbojki od tistih najmlajših selekcij, se pravi mini mala odbojka, pa vse do članov, in tudi zdaj našteje že več kot 100 otrok naš klub, kar pomeni, da imamo tudi množičnost in lahko delamo z mladimi kvalitetno. Odbojka na mivki in Krka sta neločljivo povezana, zato mi tudi dajemo velik poudarek odbojki na mivki. 4 igrišča, kot sem že rekel, 2 pri šoli, 2 tukaj, ampak te 2 sta aktualna predvsem poleti. Šolska igrišča sta pa aktualna med šolskim letom, ker tudi v šoli isto dajemo. Kar precej velik poudarek odbojke na mivki. Uspehi, ki smo jih dosegli, mogoče bi samo to izpostavil v letih nazaj. Leta 10-11 sta postala Jernej Tomazin in pa Simon Košir prvaka do 18 let, državna prvaka, se uvrstila 2-krat na Evropsko prvenstvo in 2-krat zasedla 17. mesto. Ja, odbojka na mivki v Kostanjevici je izjemno priljubljena tudi med rekreativnimi in pa med tistimi igralci, ki trenirajo. Letos smo dosegli, se pravi, prvo člansko medaljo na državnem prvenstvu v Mežici. Dvojica Jevšnik Bregar pod imenom Atos Kostanjevica je osvojila končno 3. mesto. Tako da smo spet dosegli nek nov mejnik, na katerem lahko gradimo. Cilj je malo še infrastrukturo zboljšati, reflektorje, tukaj postaviti eno klubsko stavbo, tako da bi lahko organizirali še kako stopnjo više turnirje, mogoče se spogledujemo tudi z cevovimi turnirji in to so evropskega ranga.